Dobrodošli na novinarski konferenci po sestanku predsednikov parlamentarnih strank v zvezi z zapisom fiskalnega pravila v slovensko ustavo. Prosim predsednika vlade, da poda nekatera pojasnila v zvezi z današnjim sestankom. Lep pozdrav vsem skupaj. Sestanek je bil produktiven, nadaljevali smo razpravo, ki smo jo začeli že pred tehničnim začetkom mandata te vlade. Nov element v teh pogovorih je bil v petek podpisan fiskalni pakt v evroobmočju oziroma Evropski uniji, kar olajšuje naše delo tudi pri pripravah ustavnih sprememb in zapisu zlatega pravila v slovenski ustavni oziroma pravni red. Vsi predstavniki slovenskih parlamentarnih strank so danes potrdili zavezo iz prejšnjega dogovora, da so pripravljeni usklajevati in tudi glasovati za to, da Slovenija zapiše v ustavo uravnotežen proračun. In dogovorili pa smo se tudi, da se ta Evropski fiskalni pakt ratificira čim prej v skladu z slovensko proceduro. Glede samega besedila je bil tudi dogovor, da se v ustavo oziroma v sam 148. člen ustave, ki ga spreminjamo, zapiše tisto, kar je nujno, to je na kratko, da so proračuni v Sloveniji uravnoteženi ali da imajo presežek, kar pomeni, da zadolževanje ni dovoljeno. V izvedbeni zakon, ki bo tudi ustavni zakon, ki se bo sprejemal z dvotretjinsko večino, pa se podrobneje uredi izvajanje tega fiskalnega pravila. Se pravi, se uredi aciklično delovanje proračunske politike, uredijo se primeri, kadar se krši to pravilo in uredi se terminski načrt za doseganje tega pravila. Se pravi, v koliko letih je potrebno to pravilo doseči in proračune izenačiti. Toliko na kratko, če so kakšno vprašanja. Prosim. Sam mikrofon, prosim, pa predstavitev mikrofon. Marko Milenkovič, Svetnega kanala. Gospod premier, kdaj je zaenkrat načrt, da ne bi Slovenija dosegla pač uravnotežen proračun? Pa zanima me, rečeno je bilo, mislim, da je bila ena od izjav po seji, ko so hodili ven udeleženci seje, bilo rečeno, da ne bi vlada do naslednjega tedna pripravila nov predlog, ker da je bil ta preveč kompleksen. Pa me zanima, zakaj šlo. No, želja nas vseh je, da se pride do uravnoteženega proračuna čim prej. Tukaj želimo posnemati tudi en tak svetel vzor v Evropski uniji, to je Nemčija, ki je pravzaprav spravila svoj proračunski primanjkljaj na polovico odstotka v rekordnem času, ob tem, da je nemško gospodarstvo v tem času dosegalo zavidljivo rast in je njihova brezposelnost na rekordno nizki ravni. Kaj to pomeni v letnicah, bo pač pokazala razprava, ne samo razprava ob temu predlogu za ustavno spremembo, ampak predvsem razprava, ki bo prišla v parlament skupaj z rebalansom proračuna. Vsekakor pa bo ta časovna meja še znotraj tega mandata. Se pravi, lahko govorimo o mandatu tega državnega zbora in posledično tudi te vlade. Zdaj, glede novega teksta, je to del procedure. Slovenska vlada je na prejšnji seji v sredo določila delovni osnutek tega besedila za potrebe tega sestanka, ni ga še poslala v državni zbor, ker smo želeli to prej uskladiti. V četrtek predvidoma bo iz tega delovnega teksta na podlagi današnje razprave in tudi predlogov nastal formalni predlog za ustavno spremembo, ki pa bo, ko gre za samo spremembo 148. člena ustave, nekoliko ožji, se pravi, bodo samo nujne opredelitve. Vse tisto, kar je pa izvedbene narave, bo pa šlo v ustavni zakon. Prosim. Ali bo besedilo tega člena jasno omejevalo odhodke in kakšne bodo sankcije v primeru kršitev tega člena? Zdaj, mislim, da je to drugi odstavek 148. člena ustave, bo določal, da so proračuni v
uravnoteženi ali v presežku, se pravi, presežek ne bo prepovedan. To je tudi določilo fiskalnega pakta oziroma 3. člena fiskalnega pakta. Ustavno besedilo bo zelo verjetno določilo tudi izjeme. To je situacija v primeru naravnih ali drugih večjih nesreč, ko je pač možno posledice, če nastane in so velike, odpravljati tudi z kratkoročnim zadolževanjem proračuna. Zdaj, sankcije in ukrepe, vkolikor se vseeno zgodi primanjkljaj, nedovoljeno, se pravi mimo te izjeme v primeru naravnih nesreč, bo določil ustavni zakon. To je tudi naša obveza, oziroma je to obveza vseh v evroobmočju, glede na ta fiskalni pakt, ki določa, da je potrebno v notranjo ureditev na ustavni ali podobno zavezujoči ravni v državah članicah, se pravi na nacionalni ravni, zagotoviti tudi avtomatski stabilizator, se pravi ukrepe, ki v primeru, če pride do kršitve, v naslednjem letu avtomatsko uravnotežijo proračun, to pa je možno, kot veste, narediti na dva načina, ali tako, da povečaš davke, ali tako, da zmanjšaš izdatke. In to bo določeno v samem izvedbenem zakonu. Naj ob tem povem še to, da je ta fiskalni pakt v petek podpisan. Tisti formalni okvir, ki pravzaprav šele te ukrepe, ki jih sami izvajamo zaradi nas, zaradi naše situacije, zaradi slovenskih potreb, zaradi naše dolgoročne stabilizacije, daje smisel temu, kajti glede na to, da smo vsi ne vsi, ampak da je Slovenija del evroobmočja, ker so tudi druge države članice, je v našem interesu, ne samo, da imamo mi uravnotežen proračun, ampak da imajo uravnotežen proračun tudi druge države članice, ker na ta način mi ščitimo naše davkoplačevalce, ker to preprečuje, da bi mi potem pokrivali izgube tistih, ki jih ustvarjajo zaradi svojih primanjkljajev. Skratka, to je, mi tega spremembe v ustavi ne delamo zaradi tega, ker bi delali uslugo komu drugemu, oziroma zaradi tega, ker bi nas k temu silila Evropska pogodba, ampak to delamo zaradi nas. Evropska pogodba je pa pomoč k temu, da bo to delo smiselno. Se pravi, da ne bomo samo mi tisti, ki bomo disciplinirani in bomo uredili javne finance, ampak da bodo tudi drugi. Še kakšno vprašanje? Ja, še enkrat. Lahko sam komentirate v bistvu socialni dialog, kako poteka. Pač prejšnjič se je govorilo, pač sindikati so vedno nastopili, niso pristajali na določene stvari. Zdaj bilo že, kar je vaša vlada napovedala v začetku, da bo privarčevala 800 milijonov, so sindikati se tako glasni zagrozili pač z resnimi protiukrepi. Me zanima, a računate na neko nasprotovanje na te točke ali pač menite, da ste dosegli dogovor? Mislite na tej točki ustavne spremembe in stabilizacije? Drugače, če se bo dalo preprečevati, ne da bi posegli v neke osebne prejemke, ki to ne bi to brane sindikati. Torej, najprej naj rečem, da vsi skupaj uporabljamo besedo varčevanje napačno. Tukaj ne gre za varčevanje, ker varčuješ takrat, kadar nekaj imaš in tega ne potrošiš. Mi govorimo o tem, da ne potrošimo tega, kar bodo ustvarjali prihodne generacije in da ne bomo živeli na račun tistih, ki jih morda danes še ni, kar je seveda odgovorna politika. Dejansko pa bo potrebno skrčiti izdatke v tem trenutku, potem, ko je vlada določila izhodišča za rebalans proračuna, proračunski uporabniki iščejo te rezerve, kje jih bodo našli, je v tem trenutku še prezgodaj govoriti. Da to ne bi bil konflikt, je šlo vlada v socialni dialog, se pravi, skušali bomo tudi te ukrepe, kolikor je možno uskladiti. Je pa seveda treba vedeti, da je rebalans proračuna interventni ukrep. To ni nek dolgoročen ukrep, ni to nekaj, kar bo potekalo naslednjih 5 let, kar bo zahtevalo ne vem kakšne sistemske spremembe. Lahko bo vodilo v nadaljne sistemske spremembe, vendar je to interventni ukrep, gasilski ukrep, če hočete, ki ga je treba sprejeti zelo hitro in vsake postavke ne bo možno uskladiti. Smo se pa dogovorili z socialnimi partnerji, da vlada tudi vso dokumentacijo oziroma vse akte, ki jih sprejme v zvezi z rebalansom, pošlje vsem socialnim partnerjem.
Hvala lepa.